Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše vprašanja, vaše pobude in zanimiva tema. Kje so težave bolida Haas v F19? Namreč porajajo se vprašanja, zakaj jim Ferrari ni znal pomagati, kje je praktično bistvo tega problema, da ne znajo ogreti pneumatik in zakaj do tega prihaja. Najprej, na to vprašanje, zakaj Ferrari ni znal pomagati ekipi Haas oziroma niso smeli pomagati, sem podal že v drugem odgovoru na vaše vprašanja. Tisti temi, katera se je dotikala tako imenovanih listed parts. Ekipe morajo biti intelektualne lastnice svojih bolidov. Za ekipo Haas to vlogo opravlja Dallara. In Dallara ter Ferrari ne smeta biti neposredno povezani. Ampak videli smo, da določeni bolidi ekipe Haas so bili na las podobni tistemu, kar smo videli sezono prej pri skuderiji Ferrari. Lep primer, v F18 lanski bolid in Ferrari SF70H. Vem, podobnost in oči ne pokažejo tistega, kar pokaže vetrovnik, o tem se vsi strinjamo. Špekuliramo, vidimo podobnost, mogoče je prišlo samo do navdiha in ne do prehoda tehnologij oziroma znanja. Ampak špekulirajmo še malce naprej. Kaj, če se je zgodilo podobno v letošnji sezoni? V F19 bi lahko bil nadaljevanje projekta SF71H. In velika razlika je med SF70H in SF71H v konceptu. Iz koncepta, kateri je imel ogromno oprijema, aerodinamičnega oprijema, smo šli na koncept, kateri je viden še letos, kateri je imel majhen zračni upor in malo aerodinamičnega oprijema. In tega malo aerodinamičnega oprijema se pozna tudi na pneumatikah, na delovni temperaturi. Vemo, da v zadnjih dveh sezonah je Ferrari pravzaprav užival na tistih najmehkejših mešanicah. Ampak, kot sem povedal, imejmo to samo za špekulacije, kajti to je nekako moje videnje, moja interpretacija, daleč od tega, da bi trdil, da je resnica. Ampak vemo po izjavah naprimer Güntherja Steinerja, da so imeli pri Haasu težave pri ohranjanju temperature v pneumatikah. In to je resna zadeva, kajti če pogledamo, kakšne so bile te delovne temperature pneumatik, uradni podatki, ki nam jih je dal Pirelli, vidimo, da delovna območja so bila sorazmeroma ozka. Ukolikor smo imeli na progi izbor C1, C2, C3, je bilo to med 110 stopinjami Celzija in 135. Ukolikor smo imeli možnost C2, C3, C4, govorimo o 110 do 120 stopinjah. Ukolikor je bilo na razpolago C3, C4 in C5, smo imeli 105 stopinj do 115. Kar se tiče izjemno ozka področja, vidimo tam 10 oziroma do 25 stopinj Celzija. In še to moramo imeti v podzavesti, da ponavadi so bolidi začeli dirko na tisti srednji oziroma mehki mešanici in takrat so imeli polne rezervoarje, s polnim rezervoarjem je bolid težji in zato tudi lepše ogreje pneumatike. V tisti drugi polovici, v tisti, bom rekel, finalni polovici vožnje, ko so naredili menjavo pneumatik, je bil bolid lažji in ponavadi so imeli trše pneumatike. Že tako bolid sam, ker je bil lahek, ni mogel ogreti pneumatiko in kot vidite na tabeli, trša pneumatika na višji delovni temperaturi deluje. Ni čudno, ukolikor je imel Haas težave, da smo to videli tudi na progi. Naprimer, če pogledamo samo primer velike nagrade Združenih držav Amerike. Tu bomo videli, da sta imela Romain Grosjean in Lewis Hamilton identično strategijo z enako mešanico, menjava v enakih krogih. Izgled njihove dirke diametralno nasproten. Videli smo Lewisa Hamiltona, na koncu so mu pneumatike popustile. Namreč v zadnjih krogih je imel po mojem videnju veliko degradacijo njegove pneumatike hard, kajti časovi so se mu bistveno dvignili od tistega, kar je dosegal prej. Pri Romanu Grosjeanu praktično nasprotno. Če pogledamo, on je v 28. in 53. krogu imel skoraj identičen čas,
Če odštejemo težo goriva, ki ga je izgubil, vidimo, da tu je nekaj močno narobe. Tudi če pogledamo, kdaj je dosegel najhitrejši krog dirke, vidimo, da ni vse v redu. In vidimo pravzaprav, da niso bili sposobni niti spraviti te pneumatike v delovno temperaturo. Lewis Hamilton jo je, zato ker je imel predolg stint, mu je na koncu tudi popustila. Pri Grožanu tega nismo videli. In še več, še en dokaz, če se spomnimo velike nagrade Avstrije. 5. mesto na kvalifikacijah, kar je enkratno, in konfiguracija proge je bila tista tako imenovana stop and go. Pospeševanje in zaviranje, rabilo se je nizek zračni upor in dobre zavore. Tisti aerodinamični oprijem sploh toliko ni prišel do izraza. Na dirki, ko je bilo pa potrebno imeti pneumatike v temperaturi, čisto druga zgodba. Seveda, Haas analizirati letos v sezoni 2019 je zelo kompleksna zadeva. Namreč, voznika sta dala z medsebojnimi trki kar nekaj težav nam in tudi ekipa sama ni bila ravno blesteča. A vidimo, da tisto, kar je pravil Günther Steiner, če nekako povežemo z lastnostmi bolida, kateri je lahko samo evolucija, kar smo videli pri lanskem Ferrariju, pripelje do teh rezultatov, ki smo jih videli. Seveda, s to, pripombo, da pri Haasu so lahko naredili korak preveč v tisto smer in zato prišli v situacijo, ko enostavno ni mogel delovati. In takega bolida se po mojem osebnem videnju ne da popraviti skozi sezono. Šele v naslednji sezoni, če so razumeli, kje so naredili napake, se jim bojo lahko izognili. A to bo pomenilo lahko malce počasnejši bolid na papirju, na progi pa bistveno boljši. Upam, da sem na hitro nekako orisal, kakšna je težava bolida Haas FV19 in da smo malce bolje razumeli, zakaj, predvsem v drugih polovicah dirke, njihovi bolidi so bili iz kroga v krog počasnejši. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.